To je moja soba že od mojega 4. razreda osnovne šole. To je moja muca Liza. Delil sem sobo od danes naprej z mojima 2 bratoma. Danes je tak poseben dan, razen kaj ste se vi pojavili, še 2 otroka smo dobili v obdobju od 11 in 12 let. Fantoma osmošolec Marcel, ki zelo rad kuha in peče, za dobrodošlico pripravlja kolač. Namestitev v rejniški družini naj bi bila sicer le začasna, a večina otrok ostane več let, povprečno 7. Ne maram besede rejniška družina. Prvo sem si mislil, da je to pač neka družina, ki te pač si sam pri njih, kot ne spiš, pa to oni sam da preživiš pred njim. Je pa to družina, ki te sprejme, te vzljubi. Je isto kot navadna družina, samo pač, da si se preselil od bioloških staršev, tako da. Smilko in Velimirja kliče ata in mama. Pri njiju so poleg biološkega sina živeli še 4 otroci, ki so zdaj odrasli. Trenutno pa zdaj imamo 4. Ne obstavljamo na takšen način, da bi samo sa svoje strane delali, ker otrok ima svoje starše. To je definitivno biološke, res da tu obstajajo še neke druge zgodbe. In na koncu smo postali v principu dodatni starši. Stik imam z očetom, se velikokrat slišim. Prijajo do mene tukaj v Prekmurje, ni pa pač pogosto, ker ima on tudi svojo službo. Za službe pač tudi k njemu ne grem. Rejnice smo nekako najbližji otrokom. To pomeni, ja lahko pokličem center ali bilo kaj, pa se z njima pogovorim o morebitnim težavama ali kakim stiskama otroka. Vendar rejnice, ker smo 24 ur s tem otrokom, to pomeni, da ga spremljamo, ga dobro poznamo, med sabo izkušnje menjamo. Navaditi sem se mogel največ novega okolja, prijateljev sem se mogel spoznati. Skoraj vsak dan smo aktivni. Veliko smo na vrtu, po naši velike parceli. Pa tudi na sprehodu s psičko, ki se najraje povalja po lužah in blatu, tik pred obiskom infodroma.